Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing letošnje velike nagrade Nizozemske. Poglejmo si skupaj, kaj je potrebno vedeti pred začetkom same velike nagrade. Današnji zadnji brifing bo kot običajno razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali rezultate kvalifikacij, v drugem bomo skušali razumeti ritem za posamezno ekipo posameznega voznika. V tretjem, zadnjem delu pa bom kot običajno podal moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo s kvalifikacijami, ki so bile, vsaj iz mojega stališča, zanimive. Sicer Logan Sargent je svoje delo v soboto končal že na 3. prostem treningu. In verjetno je vsakomur izmed nas jasno, najprej, da na 3. prostem treningu morajo biti vozniki še kako pazljivi. Namreč ni dovolj časa na pretek, da bi lahko mehaniki sestavili nov bolid. In poraja se vprašanje, ali ne bi bilo bolj pametno imeti pripravljen že rezervni bolid prav zaradi takšnih ali podobnih slučajev. Dele zanj tako ali drugače imajo ekipe na razpolago, le sestavljeni niso, ker je prepovedano imeti rezervni bolid. Videli smo lahko še nekaj, da kljub temu, da so bolidi dolgi in široki, so varni. In če hočemo imeti krajše in ožje bolide, bi ti lahko postali malce bolj nevarni. In sedaj moramo malce tehtati, kaj je bolj važno. A pustimo to za kdaj drugič. Videli smo pravzaprav kar nekaj pozitivno in negativno presenetljivih rezultatov. Med tista negativna presenečenja moramo šteti zagotovo Lewisa Hamiltona in Carlosa Sainza mlajšega. Oba sta izpadla v drugem delu, ko nista bila sposobna napraviti pravega časa, da bi se prebila med prvih 10. So bile tu krive nižje temperature, sta imela težave ohranjati tisto delovno območje v samih pnevmatikah, kar se tiče temperature, ne vem, ampak vidi se, da tako Sainz kot Hamilton sta imela neke nepredvidene težave. In če sta ta dva voznika, ki sta letos že zmagala, imela težave, moramo med pozitivna presenečenja šteti Pereza, ki je tam, kjer bi moral biti, in predvsem Albona. Aleksander Albon ne samo, da je prišel v zadnji del kvalifikacij, tam ni bil na 10. mestu, temveč na 8. Upam, da na dirki mu bo uspelo tudi nekaj podobnega in da bo dal vsem naporom ekipe Williams, ki so tu pokazali res lepa razvojni paket, neko nagrado za vložen trud. Mnogokrat pozabimo, da so ekipe, kot je Williams, tiste, ki iz težav lahko pridejo ven le z ogromnimi napori in tu pod taktirko Jamesa Wolfsa grejo v pravo smer. Vsaj tak je moj občutek. A vem, mnoge izmed vas zanima, kaj se dogaja tam na vrhu. Videli smo, da McLaren je še zmeraj ekipa, ki ima rahlo tehnično prednost. Na prvem štartnem izhodišču Lando Norris, na 3., takoj za njim na štartnem razporedu pa Oscar Piastri. Med njima Max Verstappen. Kjer bi lahko dejali, da Red Bull RB20 ni bil tako hiter kot McLaren MCL38, ampak je prav nizozemski voznik na svoji domači dirki dodal tisto nekaj malega več. Ampak kljub vsemu zaostanek Verstappena za Norrisem
je približno 350 tisočink, kar je v mojem skromnem mnenju ogromno. Na 4. mestu George Russell je konec koncev tam, kjer bi ga lahko pričakovali. Manjka seveda Lewis Hamilton, o tem ni dvoma. A menim, da med temi najboljšimi je tudi razočaral ne toliko kot Sainz, Charles Leclerc. Na 4. razporedu bo dirko začel še za Perezom. In v nadaljevanju bomo videli nekaj zanimivega glede Ferrarija, čeprav je treba poudariti tu nekaj važnega. Da je velika nagrada Italije za skuderijo Ferrari verjetno tista najbolj pomembna na celotnem koledarju in da tu na Nizozemskem pri Ferrariju niso imeli niti ene same novosti. Ne iščem opravičil, ampak iščem neko razlago, zakaj Leclerc je imel tako velik zaostanek, namreč ni bil, če potegnemo črto, v resnici bistveno hitrejši od Aston Martinov in niti ne od že prej citiranega Williamsa. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na sami dirki. Zdaj si bomo pogledali ritem. Mnogokrat sem že dejal, da je metodologija računanja ritma verjetno različna od avtorja do avtorja. Mnogokrat, če prebiramo več člankov, lahko pridemo do zaključka, da pravzaprav ni neke empirične resnice. Mnogokrat se prikrade tudi kakšna napaka, ampak tu si bomo pogledali nek zanimiv primer, ki nam pokaže tudi, zakaj je zadnji briefing sestavljen tako, kot je. Če pogledamo tabelo, ki jo je objavil znan novinar Albert Fabrega, bomo videli, da je Hamilton počasnejši. Če pogledamo drugi vir, ki je v tem primeru Planet F1, je Hamilton boljši kot Max Verstappen. Ampak, če si najprej pogledamo rezultate kvalifikacij, bomo seveda vsi skupaj takoj ugotovili, da to sploh ni važno, ker Lewis Hamilton tako ali drugače začenja dirko preveč v ozadju, da bi lahko z fantastičnim ritmom ogrožal Maxa Verstappena v prvi štartni vrsti. Torej, tudi zato za razumevanje samega poteka je najprej bistveno imeti štartni razpored in na to izhajati okrog ritma. In če pogledamo tabelo, ki je bila objavljena na uradni spletni strani Formule 1, bomo takoj ugotovili, da McLaren, Red Bull in Mercedes so izjemno skupaj, lahko bi dejali poravnani tam spredaj. In da Ferrari je prva ekipa, ki pa zaostaja že kar precej za njimi. Če pogledamo štartni razpored, bomo tudi ugotovili, da pravzaprav ta izračun ritma odraža tisto razmerje moči, ki smo ga videli na kvalifikacijah. Torej je res McLaren ekipa, ki ima manjšo prednost, ampak videli smo tudi, da naprimer Max Verstappen zna dodati nekaj svojega, čeprav izgleda, da Lando Norris tokrat bi se lahko naučil kaj iz svojih napak. Ampak tu bi vas rad opozoril na nekaj izjemno zanimivega. Na drugem prostem treningu, če pogledamo mikrosektorje, bomo takoj ugotovili, da Ferrari je bil hiter na tistem zadnjem 14. ovinku, tistem znamenitem poimenovanem po Arju Luyendijku, in da je na to približno po polovici štartno-ciljne ravnine to hitrost izgubil. Tako v splošnem pregledu, kot tudi v primerjavi, naprimer z Maxom Verstappenom, gre za dva različna vira, ki nam potrjujeta isto. Kar bi lahko interpretirali tako, da pri Ferrariju niso iskali visoke končne hitrosti, ampak oprijem na zadnji osi, da so lahko spravili na podlago moč pogonskega sklopa. Zato so bili hitri v samem ovinku za naklonom in v prvem delu na to, ko je zračni upor prišel do izraza, so seveda izgubili.
Ampak to je samo en primer, da mi navdušenci lahko vidimo, kakšna je tista groba nastavitev, kako so hoteli pri določeni ekipi usmeriti, naprimer, aerodinamično sliko. A verjetno tu še neka zanimivost. Če pogledamo telemetrijo in primerjamo Russella in Norrisa v krogu, kjer sta imela skorajda poravnan čas, videli bomo nekaj zanimivega, da tudi skozi večino kroga sta odpeljala skoraj identično. Ampak poglejte položaj stopalke za plin v 7. in 8. ovinku, oziroma ker poznamo njihova imena v ovinku Škajflak in Masters. Dva izjemno kompleksna, zahtevna ovinka v desno, kjer ni velikih možnosti za prehitevanje, ampak ju vozniki zmeraj vozijo z določenim spoštovanjem. Tam vidimo, kot da McLaren in Mercedes bi uporabljala drugačno prestavo oziroma Norris in Russell. Drugače si ne znam razložiti, zakaj Russell ni spustil stopalke za plin, tako kot Norris. A vidimo lahko, da kar se tiče ritma, večjih razlik ni. Je pa zanimivo videti, da so mnogi delali tako na pnevmatiki medium, kot na pnevmatiki soft. In tu bi rad pokazal še nekaj zanimivega. To je stanje pnevmatik v soboto zjutraj pred letnim prostim treningom. V prispevku pred kvalifikacijami sem dejal, da pri skuderiji Ferrari so porabili 2 seta pnevmatik medium. In vidimo, da pravzaprav sem imel prav. Tu je sedaj vprašanje, kakšna bo njihova strategija, a o tem nekoliko kasneje. Vidimo tudi, da naprimer Max Verstappen je imel še oba seta pneumatik hard na razpolago. Seveda po 3. prostem treningu je lahko vrnil enega izmed teh setov, ni mi dano vedeti v tem trenutku, ko snemam, zakaj so se odločili pri Red Bullu. A vidimo lahko, da tudi takšne izbire na začetku vikenda vplivajo na tisto, kar bo lahko strategija na sami dirki. In kot običajno vam bom tudi danes predstavil 3 variante oziroma 3 variante in pol glede tistega, kar si mislim, da bi se lahko zgodilo na sami dirki. Običajno je velika nagrada Nizozemske dirka z 2 postankoma. Zato menim, da bi morala biti najboljša strategija začeti na pneumatiki soft, odpeljati približno 18 krogov, nato na prvem setu pneumatike medium odpeljati 26 krogov in na drugem setu pneumatike medium še približno 28 krogov. Seveda, to v primeru, da ima ekipa na razpolago 2 seta pneumatik medium. Drugače bi se lahko odločili za rahlo bolj skrajno varianto. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati približno 20 krogov, nato na pneumatiki medium podaljšati ta del dirke do 30. kroga in nato na drugem setu pneumatike soft še preostali 22 krogov. Temperature so nizke, zato pneumatike, ki imajo mehkejšo mešanico, bodo tu imele manj težav s pregrevanjem in posledično bo degradacija prišla do izraza kasneje. Nekaj, kar se nekako sumi, ampak vse bo odvisno od temperature ozračja in temperature asfalta. A vedeli smo na zadnjih nekaj dirkah, predvsem veliki nagradi Belgije, da se splača tudi tvegati strategijo z enim postankom. Seveda, tu najbolj logična je naslednja. Začeti na pneumatiki soft odpeljati 22 krogov in nato na pneumatiki hard 50 krogov do konca. Zakaj ne začeti na pneumatiki medium? Ker v Zandvoortu je izjemno težko prehitevati
In vsaj po mojem videnju na samem začetku bi lahko voznik izgubil 2 ali celo 3 mesta. Ampak na koncu še tista malce bolj nora, malce bolj drzna varianta. Zopet začeti na pnevmatiki soft, ampak odpeljati 27 krogov, kar je na meji mojih izračunov, in nato na pnevmatiki medium 45 krogov, kar je zopet na meji in je izjemno drzna varianta, za katero pa kot običajno nisem prepričan. A videli ste, tu na veliki nagradi Nizozemske lahko pričakujemo karkoli. Vsaj kar se tiče vremenske napovedi, naj bi bila dirka brez dežja, a videli bomo kot običajno, kaj se bo zgodilo. Ne preostane mi drugega, kot da se zahvalim za vašo pozornost in vas opozorim še na nekaj malega. Pred dirko ob 14. se bom jutri javil, seveda iz studia, za tisti krajši uvodni prispevek. Nato bo sledil v ponedeljek zjutraj klasičen komentar. Namreč istočasno komentiram drugo vztrajnostno dirko in fizično ne bo mogoče zadev izvesti. A upam, da boste razumeli in da boste ostali zvesti kanalu, tudi če ne bo v nedeljo 2 javljanj v živo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.